Tik po revoluciji 1848, ko se Slovenci poenotimo v zedinjeni Sloveniji. V začetku leta 1851, natančneje 12. januarja, v Ljubljani začne delovati prva čezsektorska gospodarska zbornica na Slovenskem, ustanovljena po odloku Franca Jožefa, zaradi katerega je bilo ustvarjeno okolje, v katerem smo lahko Slovenci postavili temelje, na katerih smo zgradili svojo kulturno in politično identiteto. Prvi predsednik zbornice je bil ljubljanski trgovec Lambert Lukman. To je obdobje, ko je sicer ustanovljen tudi časopis The New York Times, ki si ga v tedanjem času lahko kupil za 2 centa. Medtem ko svet praznuje zaradi naključnega Flemingovega odkritja penicilina, Slovenija dobi prvega Slovenca na čelu jugoslovanske vlade, o čemer tudi poroča radio iz ljubljanskega studia. Radio je pričel delovati leta 1928 in sicer s poskusnim oddajanjem s prenosom otvoritve ljubljanskega velesejma. Slovensko besedo sta v eter prva poslala književnika Fran Seliški Finžgar in Oton Župančič. Najverjetneje o gospodarski zbornici nista poročala. Škoda, saj je prav tega leta na pobudo trgovcev, obrtnikov in industrialcev ustanovljeno razsodišče Zbornice za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, katere današnje ime že od leta 1980 je stalna arbitraža. V teh letih se začne odvijati spremenjena gospodarska politika, katere znanilec je tudi otvoritev Ljubljanske Name leta 1956. Televizija Slovenija začne s prvim rednim predvajanjem programa oktobra 1958. Odpre se avtocesta Ljubljana-Zagreb. Začne se spodbujati večji izvoz in uvoz. Prva letalska pošiljka slovenskih češenj za nemški trg je z letališča poletela leta 1961. V časniku Delo pa januarja 1969 izide članek z naslovom Zakonodajna iniciativa, kakšno je mesto gospodarske zbornice v našem političnem sistemu. Leta 1969 zbornica prvič podeli nagrado Borisa Krajgerja, namenjeno izjemnim dosežkom v gospodarstvu. Nagrada se kasneje preimenuje v nagrado gospodarske zbornice za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Prvi nagrajenci so bili Ivan Atelšek, Jože Lesar, Stojan Perhavc, Viljem Rupnik, Oleg Vrtačnik. Ta nagrada je potrdila pravilnost našega hotenja, naših metod, da tako rečem, in je za seboj pustila številne kadre, ki so bili izobraženi v tej smeri in nadaljevali vse, bi rekel, do osamosvojitve Slovenije. Torej, taka nagrada je dala izreden impuls ustvarjalnosti širokega števila, predvsem študentov ekonomije. Rešitev je vedno bila, je in bo v lastnih silah. Čakanje na čudeže je iluzorno. Mi moramo s tisto skromnostjo, s katero smo začeli ustvarjati iz nič, tudi nadaljevati. Slovenija prav leta 1983 začne premikati urine kazalce, češ da se s takim ukrepom prihrani energija in zveča pozitivne učinke gospodarstva. V časniku Delo v tem času poročajo o zavezah GZS-ja za dosedanje večje kakovosti blaga z namenom večje prodaje na tujem in tudi doma. Cilj utrjevanja podobe Slovenije v svetu in tudi promocije slovenskega turizma GZS zasleduje ne le z mrtvo črko na papirju, ampak tudi s snovanjem velike oglaševalske akcije Slovenija, moja dežela. Naročnik je bil GZS. Slovenija se osamosvoji. Oktobra 1991 Slovenija uvede tudi svoj lasten denar, ki je dobil ime tolar. GZS postane nacionalna zbornica samostojne države in začne z aktivnostmi povezanimi za članstvo Slovenije v Evropski uniji. Leto 1992 je bilo v znamenju diplomatskih priznanj Slovenije in njenega včlanjevanja v mednarodne organizacije.
V začetku tega leta se je začela tudi zamenjava jugoslovanskih registrskih tablic z novimi, slovenskimi. Pomembna prelomnica za Slovenijo je bila, ko so se njeni športniki že pozimi tega leta prvič udeležili zimskih olimpijskih iger v Franciji kot državna reprezentanca Slovenije. Gospodarska zbornica pa postane članica Združenja Evropskih gospodarskih zbornic, ki danes predstavlja 20 milijonov podjetij po vsej Evropi. Congratulations to the Slovenian Chamber of Commerce for reaching this impressive milestone, which really underlines that chambers are part of the economic fabric, certainly in Slovenia, but also across Europe. Eurochambers has only existed for 63 years, so we're young in comparison, but we have an important role to play in shaping the development of the European economy. We're only as strong as our members, so I'm very happy that the Slovenian Chamber is such an effective and influential organization, especially given the Slovenian presidency of the European Council in the second semester of 2021. I look forward to further close and productive collaboration with the Slovenian Chamber in the future. V letu, ki si ga bomo zapomnili potem, da začnemo z nacionalnim programom gradnje avtocest, GZS postane sopodpisnica prvega socialnega sporazuma, ki predvideva aktivno vlogo zbornice pri odločanju o vprašanjih s področja ekonomskega sistema in ekonomske politike. Med prvimi v Sloveniji izdela tudi svojo predstavitveno stran na internetu. Le kdo se ne spomni legendarnega stavka Papa ma vas rad, ki ga je izrekel na naših tleh nekdanji papež Janez Pavel II. In le kdo bi pozabil, da prav v tistem letu ekipa slovenskih kirurgov prvič opravi operacijo na srcu, ne da bi bolnika priključila na aparaturo za zunajtelesni krvni obtok. Slovenija je postajala vse bolj inovativna dežela. Ni čudno, da je bila tudi zaradi tega GZS pripravljena na nov mejnik. To je prvo podelitev priznanj za najboljše inovacije. Postopoma se projektu priključijo tudi druge regionalne zbornice. Tako leta 2003 GZS prvič podeli priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni. V letu 1996 je bil v Sloveniji sprejet slogan Slovenija inovacijska družba in takrat smo v Gospodarski zbornici Zasavje prepoznali izziv in pričeli s projektom Inovacije Zasavja, objavili razpise in začeli zbirati prijave inovacij in nagrajevati. Namen je bil, da prepoznamo tako imenovani inovacijski nemir v gospodarskih dejavnostih in drugih dejavnostih in s tem pospešimo inoviranje, kajti zavedali smo se, da je to edinstveni krovni proces, ki je pomemben za preobrazbene procese v naši zasavski regiji, pred katerim se je ta nahajala. V letu, ko se Bill Clinton sreča z vrhom slovenske politike in nagovori Slovenke in Slovence na Kongresnem trgu v Ljubljani, se GZS preseli v novo poslovno stavbo, ki jo poimenuje Dom gospodarstva in ki je za svoje oblikovanje prejela mnogo nagrad. Širša javnost ji zaradi barve da ime Esmeralda, in sicer po glavni igralki mehiške telenovele. Najvidnejši dogodek v Sloveniji v tem letu je bilo srečanje ameriškega predsednika Georgea Busha in ruskega predsednika Vladimirja Putina na Brdu pri Kranju. GZS se preko Slovenskega nacionalnega odbora včlani v mednarodno trgovinsko zbornico s sedežem v Parizu. Vlada v začetku januarja 2006 sprejme predlog zakona o gospodarskih zbornicah in ga pošlje v parlament. 24. junija istega leta začne veljati nov zakon o gospodarskih zbornicah, ki uvede prostovoljno članstvo v GZS. V letu 2007 se Gospodarska zbornica Slovenije odloči, da bo v letu najintenzivnejših priprav Slovenije na prvo predsedovanje Svetu Evropske unije leta 2008 izvedla prvi vrh slovenskega gospodarstva, ki se v kasnejših letih izkaže kot eden največjih in najpomembnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji.
Leto 2008 je leto prelomnic. V svetovno zgodovino se zapiše kot leto začetka finančne krize, v zgodovino Slovenije kot leto predsedovanja Svetu Evropske unije, v zgodovino GZS pa kot leto, ko zbornica prejme status reprezentativne gospodarske zbornice. V letu, ko mednarodna skupina raziskovalnih novinarjev razkrije tako imenovane panamske dokumente in svet osupni rezultat referenduma, na katerem britanski volivci podprejo Brexit, se pri nas odločijo za uvedbo davčnih blagajn. To leto ne bo ostalo le v analognem spominu. Arhivirano bo tudi v digitalnih arhivih, saj GZS, ki od začetka stavi in verjame v pomembnost digitalne preobrazbe podjetij in celotne Slovenije, skupaj s predstavniki gospodarstva, raziskovalno-razvojnega sektorja, civilne družbe in javnega sektorja vzpostavi slovensko digitalno koalicijo. Digitalna.si. Namenjena je usklajevanju digitalnega preoblikovanja celotne Slovenije. Slovenija na posameznih področjih digitalizacije dosega izredne rezultate in uspehe tako v Evropi kot v svetu. Naš cilj je, da Slovenija zopet postane ena vodilnih digitalnih evropskih držav, tako na področju informacijskih tehnologij kot e-veščin. Zato moramo skupaj sooblikovati razvoj digitalne informacijske družbe in gospodarstva. Skupaj smo vedno uspešni. Da bi dosegla cilje, to je dvigniti dodano vrednost na zaposlenega na 60 tisoč evrov ter izvoz na 50 milijard evrov do leta 2025, Gospodarska zbornica Slovenije kot predstavnik gospodarstva 20. novembra 2019 s predstavniki vlade in znanosti podpiše izjavo za koncept Slovenija 5.0. Takrat se nam niti ne sanja, da bomo čez slabi 2 leti vsi ostali v lockdownu in bili primorani tako rekoč čez noč osvojiti znanje sestankov, zdravniških pregledov in šole preko Zooma, shranjevanja dokumentov v oblakih, komunicirati na daljavo. Zatorej se danes vsi sprašujemo, kam, predvsem pa kako naprej. Slovenija 5.0 bo družba, ki bo za uporabo znanosti, umetne inteligence, industrije 4.0 in inovativnosti zagotavljala delo, socialno varnost in okoljsko vzdržnost po najvišjih svetovnih standardih. Gospodarstveniki se zavedamo svoje odgovornosti pri doseganju zastavljenih razvojnih ciljev, ki bodo zagotovili dostojno življenje vsem generacijam.